V nedeljo je v Slovenski Bistrici potekal festival ulične kulinarike Bistriška kuhna. Prireditev je v sodelovanju z zavodom Makole organiziral Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Odziv obiskovalcev je bil odličen. Ponudniki ulične prehrane in pijače so z obiskom izjemno zadovoljni. Kjer je vino in kjer se karkoli dogaja, je tudi red in prav, da so vinarji zraven. Ker kakorkoli govorimo o lokalni ponudbi, želimo imeti nekaj domačega, želimo reklamirati. Tisto, kar imamo pa res v Bistrici originalno, to je vino Rituznojčan in vsa ostala vina, ki jih imamo na pretek. In skoraj da lahko rečem, res najboljša vina na svetu. Ker kamorkoli vina gredo, tam pač dobimo neko nagrado, ki se začne od bronaste pa konča tak pri zlati. Tako da besede več niso iztrte zvite, ampak so res. Imamo najboljše na svetu. In kaj danes priporočate obiskovalcem? Mi smo danes pripravili skupno kot vinarji priporočila, katero vino, k kateri hrani, in zato imate ogromno priložnosti, da preverite, kako vonji, okusi in karakter hrane odgovarja skupaj. Kakorkoli tisto prvo vino, ki ga ponudimo, je Rituznojčan, bodi si sam ali iz njega narediti zelo dober špricer, drugače pa kakšen sivi pinot, laški rizling, v gori pod lipo zorjen, maceriran, tako poseben, sivi pinot, renski rizling in seveda ne gre brez mehurčkov, tudi penina se najde. Mi smo novi na štajerskem področju, sicer smo začeli pred korono, ampak nas je korona malo zmedla, tako da se želimo na čim večjih predstavitvah predstaviti. To je naša v bistvu prva do zdaj. Povabil nas je gospod Tomaž, vztrajal je pri tem, da mi sodelujemo in smo zelo veseli, da je vztrajal, zaradi tega, ker smo veseli, da vidimo, da je dober odziv. In želimo se torej povečati naš obisk v naši restauraciji Čutis v Evroparku, tako da vabljeni tja, da spoznate tajsko kulinariko in še več naših odličnih jedi. In v čem je posebnost teh jedi? Imamo tajske jedi, vse jedi so pripravljene z našimi domačimi omakami, ki jih sami pripravljamo, tako da tu so naše tiste pikantne podrobnosti. Hrano je ponujal tudi Lions Klub Slovenska Bistrica, ki je vsa zbrana sredstva namenil za poletne izlete otrok iz socialno ogroženih družin. Sicer pa so obiskovalci pohvalili prvo tovrstno prireditev v Slovenski Bistrici. Pa tukaj smo Slovenske Bistrice, pa smo rekli, da malo pridemo pa probamo, kaj se dogaja, kaj kuhajo, kaj imajo, malo za malco otrokom, pa tako, domačini smo, pa pridemo malo pogledati. Poskusili ste že eno jed, nam lahko zaupate, kakšno in kakšna je bila? Jaz sem eno tajsko jed poskusil, bila je dobra, žena je poskusila eno bolj domačo jed, pa mislim, da je tudi okej bilo. Ni čisto domača, ampak bolj preprosta za otroke, solata s piščancem, seveda paniranim, to imajo otroci pač nekako najraje. Pa ker tega doma toliko ne pripravljamo, pol izkoristimo priliko. In kakšno je vaše mnenje o tej prireditvi? Super je, veseli smo, da se v Slovenski Bistrici dogaja, takšne stvari družijo ljudi še več. Tega bi želeli, hrana je okusna, odlična, tako da se splača priti pa poskusiti, ne? Hrana je zelo dobra, prišli smo malo pogledati, ker je zanimivo. Drugače pa zelo dobro je tule. Menite, da primanjkuje takšnih prireditev? To pa ja, sigurno ja. Tega bi moglo več biti. Je dobro? Je dobro, ne? Še boš prišel kdaj na tako prireditev? Ja. Obiskovalce so zabavali tudi lokalni glasbeniki, godbena pihala društva Janko Živko iz Poljčan, Frajhamska godba, gasilska godbena pihala Spodnja Poskava in Tomi Baron, ki je ves čas skrbel za glasbeno spremljavo. In kaj sta povedala organizatorja bistriške kuhne? Prvo, družbena odgovornost. To je prvo. Drugo, manjka nam takšnih druženj, kot je to. Se pravi, dobra kulinarika, dobra družba, dobro vino, dobro pivo. To je ključ. In kaj priporočate od vaših jedi obiskovalcem? A ni to to? Glavni namen prireditve je Slovensko Bistrico po eni strani
postaviti in začeti promovirati tudi kot kulinarično destinacijo. Vemo, imamo ogromno dobrih jedi, vemo, imamo odlična vina in druge, ne nazadnje, pivske spremljave. Poleg tega smo želeli dati priložnost tudi lokalnim in tudi širše ponudnikom, da se na podobnem dogodku predstavijo. Ideja je zorela že nekaj let, zaradi znanih razmer v zadnjih letih dogodek ni bil izveden, letos nam je to uspelo. Poudariti pa moram, da je organiziran skupaj z soorganizatorjem Zavod Makole, ki z podobnimi dogodki ne nazadnje že tudi imajo nekaj izkušenj, tako da tudi samo pripravljanje, načrtovanje prireditve bilo, da rečem, toliko enostavnejše, kot bi bilo sicer. Uspeli ste privabiti raznovrstne ponudnike? Ja, zdaj, kot v šali pravim, na izbiro smo imeli dve možnosti, ali izberemo deževno vreme ali izberemo vroče. Izbrali smo vroče vreme, veseli smo, kot ste omenili, da se je odzvalo povabilo več ponudnikov z različno ponudbo, se pravi, da se ponudba ne podvaja, veseli smo pa absolutno tudi, glede na prej omenjeno vroče vreme, tudi obiska, kot je zdaj v dobesedno, ko je sonce v zenitu, tudi presenetljivo dobro, tako da se nadejamo, da bojo nadaljne ure ravno tako uspešne, ko bo tudi malo sence. Si probal? Stari, to moraš priprobati.